Slovenija je 10 let del šengenskega območja, v katerem je 26 držav. To so večinoma članice Evropske unije. Znotraj šengenskega območja lahko načeloma prosto prehajamo meje, ne da bi morali pokazati potni list. Je pa zato nadzor na zunanjih mejah šengenskega območja veliko temeljitejši. Predvsem zato, da bi preprečili nezakonito priseljevanje, tihotapljanje in trgovino z ljudmi. Da bi preprečili teroristične napade v Evropi, pa so se članice Evropske unije odločile, da bodo policisti na šengenskih mejah še dodatno poostrili nadzor. Zato slovenski policisti od 7. aprila na meji s Hrvaško, ki je tudi zunanja šengenska meja, bolj pozorno pregledujejo ljudi, ki vstopajo in izstopajo iz države. Preverjajo tudi dokumente državljanov Evropske unije. To naredijo s čitalnikom, poseben program pa prikaže vse pomembne informacije, na primer, ali je bil potni list ukraden. Ker je to zelo zamudno, nastajajo dolgi zastoji, kar škodi gospodarstvu in turizmu. Policija je tako večkrat začasno opustila sistematični nadzor in tako zmanjšala čas čakanja. To lahko naredi, ko je čakanje predolgo in policisti ocenijo, da varnost ni ogrožena. Hrvaška se je sistematičnemu nadzoru celo popolnoma odrekla. To predlaga tudi Sloveniji. A slovenski premier se je odločil, da bo Slovenija spremenjeni način nadzora upoštevala.